V tokratni avtomobilnosti spoznamo novega Passata in vam predstavimo Volvo EX90. V kvizu ugotovimo, kaj je AMI, če ni avto, Andrej pa ugotavlja, zakaj se pri švedskem Volvu že nekaj časa učijo kitajskih pismank in kaj se je pri nas izgubilo v prevodu. Pozdravljeni v avtomobilnosti. V naš jezik se je že pred časom prikradla posebna raba besede legenda in tako jo uporabljamo za praktično vse mogoče. David je recimo legenda Instagrama, David za kamero pa legenda najlepših posnetkov narave. No, Andrej je legenda že sam po sebi zaradi vseh teh let izkušenj. No, potem pa je tu še ena res prava legenda. Tudi zaradi tega, ker je prišla na svet v času, ko so se rojevale legende, ko sta brata Young začela AC/DC, ko so Pink Floydi izdali The Dark Side of the Moon, takrat je Volkswagen prišel ven s Passatom. Pa ena zanimivost. Prvi Passat je v dolžino meril malenkost manj, kot danes meri T-Roc, da si znamo predstavljati, za koliko se je avtomobilski svet v dobrih 50 letih potegnil. Ja, in moral se je potegniti, kajti legende ne smejo živeti na lovorikah stare slave. In ob tem je tudi dejstvo, da se vozni park elektrificira in pred časom, ko je prišel ID.7, smo Andreja Fikeja vprašali, ali Passat zaključuje svojo pot. Pa poglejmo, kaj nam je povedal. It is a certain pressure, but it's also a big pleasure to be in this moment in time to develop the ICE cars along with our electric cars. And of course, the environment is changing a lot. But we are very confident with the ICE platform that we're developing, the MQB Evo as the basis for our ICEs. We are absolutely future-proof. And again, it's more a pleasure than a pressure. Volkswagen je torej povsem v trendu sobivanja bencinskih pa tudi dizelskih motorjev z električnimi modeli. Po drugi strani pa je zelo v trendu tudi dizajnov in oblik, saj v zadnji generaciji Passata ne bo več limuzinske, samo še variant izvedbe. No, tudi kot zanimivost, koncernsko so se odločili stvari malo optimizirati. Tako klasična limuzinska oblika takšnega razreda pripada Škodi Superb, ampak to je pa že morda druga tema. Poglejmo si novega Passata. In kaj je prva značilnost novega Passata, ki jo pravzaprav takoj opazimo? Ta avtomobil je resnično postal zajeten po merah. Kar 14 cm je namreč daljši od svojega predhodnika, tako da njegova skupna dolžina zdaj znaša skoraj okroglih 5 metrov. 5 metrov dolžine pomeni, da Passata včasih kar s težavo spravimo v parkirni prostor. Ampak sama dolžina pri parkiranju v resnici še ne predstavlja prevelikega izziva. Pri vožnji se moramo predvsem navaditi teh nekoliko daljših previsov vozila in to velja tako za zadnji previs, kot tudi za prednji previs. No in to je očitno, naprimer tedaj, ko manevriramo na kakšnih ozkih parkirnih mestih ali pa če želimo s prednjim odbijačem parkirati nad kakšen robnik. No, parkiranja na drobnike absolutno ne priporočamo, če ne želite poškodovati tega privlačno, športno oblikovanega prednjega odbijača. Passat v izvedbi Airline ima namreč za dodatnih 15 mm znižano podvozje, kar le še dodatno potencira njegov vozniški karakter. No in ta vozniški karakter velja za pravo protiutež današnjim avtomobilskim trendom. Še pred desetletjem bi bil novi Passat brez dvoma glavna avtomobilska novost leta, če ne še kaj več. A danes vozniki precej bolj pogosto posegajo po SUV-jih, torej v primeru Volkswagenu po primerljivem Tiguanu, ki prinaša nekoliko drugačne vozniške značilnosti. SUV prinaša predvsem prednosti, ki jih ponuja višji položaj sedenja. Tu gre predvsem za lažje vstopanje, boljši pregled nad dogajanjem v prometu in morda tudi večji občutek varnosti. No, na področju vozniške dinamike in udobja pa je vozilo klasične oblike vsekakor bistveno bolj prepričljivo. Za začetek v korist karavana govori že sama fizika.
Nižje težišče prinaša boljše vozne lastnosti, nižji položaj sedenja voznika pa pomeni, da avtomobil bolje čutimo v zavojih. Ob nižjem vozilu inženirji tudi lažje zagotovijo optimalno delovanje podvozja. Pa tu ne govorimo le o športnih nastavitvah, pač pa predvsem o udobju oziroma učinkovitem blaženju. Čeprav testni Passat ni bil opremljen z vrhunskim Volkswagenovim sistemom blažilnikov DCC Pro, od katerega glede na izkušnje res veliko pričakujemo, je tudi njegovo osnovno podvozje ponudilo izjemno prepričljiv kompromis med udobjem in precizno vodljivostjo. Res je, da DCC Pro s svojimi nastavitvami nudi še več prilagajanja med udobjem in športnostjo, a tudi tokrat smo med vožnjo resnično uživali. Pa naj bo to v udobju na dolgih poteh ali med dinamičnim premagovanjem zavojev. Mimogrede, tudi hitra vožnja po nemških avtocestah je temu avtomobilu pričakovano pisana na kožo. Na avtobanu boste lahko brez omejitev po tovarniških podatkih dosegli hitrost 222 km/h, no, na slovenskih avtocestah pa boste lahko pri 130 km/h uživali predvsem v odlični zvočni zatesnitvi potniške kabine. Dvolitrski turbodizelski štirivaljnik s 110 kW moči je bolj kot dinamiki podrejen učinkovitosti. Pohvalili smo ga že ob testu Golfa, kjer smo se z njim vozili s porabo, ki je bila celo bližje 4 kot 5 litrom goriva na 100 prevoženih kilometrov. No, Passat je od Golfa vseeno nekoliko zajetnejši, a še vedno zlahka omogoča vožnjo s porabo goriva pod 6 litri na 100 prevoženih kilometrov. K ugodnim številkam pripomore tudi izboljšana aerodinamika vozila, saj je koeficient zračnega upora pri predhodniku znašal 0,31, zdaj pa znaša le 0,25. Že res, da so bili takšni dosežki v preteklosti še bolj pogosti, no ampak prav osvežujoče je, ko se ob polnem rezervoarju goriva na zaslonu izpiše številka prek 1000 km. No pa, da razložim, se ni tako zelo zahtevno odeti na bencinsko črpalko. Bolj razveseljivo je dejstvo, da se ta številka izpiše predvsem zaradi odlične učinkovitosti tega, lahko rečemo, klasičnega pogona. Na testu sem namreč pri mešanem ciklu uspel zabeležiti porabo zgolj 5,6 litra na 100 prevoženih kilometrov. Sicer pa je notranjost novega Passata zelo premišljeno pa tudi lično oblikovana. No, morda se nekateri z mano ne boste strinjali, predvsem zaradi tega velikega štrlečega zaslona, ki je s svojimi 15 palci primerljiv nekako z zaslonom povprečnega prenosnega računalnika. No in če vam je ta zaslon prevelik, Volkswagen ponuja tudi manjšega 13-palčnega. No je pa ta sistem, ki ga upravljamo prek zaslona na dotik, zelo preprost za uporabo, pa tudi odlično odziven. No in sam tekom testa nisem uspel najti kakšne večje pomanjkljivosti, ki bi me bolj motila, morda tudi zato, ker ta zaslon enostavno ne nudi kakšne zelo posebne, nove ali pa revolucionarne funkcije. Kritiki upravljanja funkcij vozila prek teh velikih zaslonov na dotik pa boste zagotovo pozdravili odločitev Volkswagena, da na volanski obroč vrne klasične fizične tipke. Volkswagen je tako dokazal, da posluša avtomobilsko javnost, pa tudi avtomobilske novinarje in tako na tem mestu umaknil tiste neugodne površine na dotik in jih nadomestil s klasičnimi tipkami, ki nudijo zelo preprosto, pa tudi učinkovito uporabniško izkušnjo. V skladu s trenutnimi trendi Passat tukaj pred voznikom nudi povsem digitalen zaslon, ki nudi preprost prikaz informacij in se ga na ta način zelo hitro navadimo. No, bi pa vseeno sam priporočal še izbiro dodatnega projekcijskega zaslona, ki poenostavljeno projicira bistvene informacije v vetrobransko steklo in s tem izniči potrebo po pogledovanju navzdol med vožnjo. Notranjost Passata pa postreže tudi s številnimi odlagalnimi mesti, ki so zelo lično oblikovana in dodelana. Zelo dobro je, na primer, da imamo tukaj v vratih mehke obloge iz tekstila ali pa recimo takšen priročen majhen predalček, v katerega zelo preprosto fiksiramo ključ, da se ta ne vozi levo in desno in tako ropota v ovinkih. Materiali v notranjosti so nadpovprečno kakovostni in večinoma takole zelo prijetni na otip. No, vseeno bi si sam želel nekoliko manj te sijoče črne plastike, ki je pravi magnet za nabiranje prahu in pa kakšnega prstnega odtisa.
K dobremu občutku in udobju pripomore predvsem ogromno prostora za noge, tudi za glavo ga je dovolj, no, za dovolj svetlobe pa skrbijo razmeroma velika stranska okna, pa tudi panoramska streha. In poglejte, po zaslugi tega priročnega odlagalnega mesta lahko tukaj zadaj zelo preprosto uživamo tudi v ogledu zadnje avtomobilnosti. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Nabor avtomobilov in tehnologij, ki jih bomo danes v današnji oddaji. Prtljažni prostor se je v primerjavi s predhodnikom povečal za 40 litrov in ima odslej za 690 litrov uporabne prostornine. No, za nameček ima tukaj tudi nekaj koristnih dodatkov, recimo takšno klasično vtičnico in še nekaj koristnih pripomočkov, s katerimi lahko pregradimo prtljažni prostor in fiksiramo predmete. Moja najljubša funkcija pa je električni prtljažni rolo, ki se zelo elegantno odpelje in pripelje, ko odpiramo in zapiramo prtljažna vrata. No, ta funkcija pride zelo prav recimo takrat, ko imamo polne roke, pa saj veste, kako nadležno oziroma zahtevno je premikati in zatikati ta prtljažni rolo samo z eno roko. Zanimiv in koristen asistenčni sistem je pomoč pri vleki prikolice, saj je Passat opremljen z vlečno kljuko in verjamemo, da bo kakšna počitniška ali pa tovorna prikolica pogosto našla svoje mesto za tem avtomobilom. Passat lahko namreč za seboj vleče kar 2000 kg, no medtem pa lahko njegov glavni rival za seboj vleče le 1000 kg. Ampak kateri je ta njegov glavni rival? Gre za Passata nove Volkswagenove dobe, torej za model ID.7, ki ponuja Passata na električni način. Čeprav njuna cena ni čisto enaka, ID.7 je seveda nekoliko dražji avtomobil, pa razlika vseeno ni tako zajetna, da ob določenih vzorcih uporabe izbiro med njima ne bi bilo smiselno postaviti na tehtnico. Predlagamo torej, da skrbno preučite svoje mobilnostne in vozniške navade, nato pa vzamete v roke cenik in sprejmete racionalno odločitev v najbolj tipičnem segmentu avtomobilske racionalnosti. Čas pa je za avtomobilnostni kviz. Pretekli teden smo vas v avtomobilnostnem kvizu vprašali, kaj je AMI, če ni avto. AMI je lahek štirikolesnik. Verjetno ste vedeli, ampak vseeno. Kljub temu, da ima 4 kolesa in bi po tej plati lahko koga pretental, AMI pač ni avto, kar med drugim pomeni tudi to, da se izogne številnim predpisom, ki veljajo za osebna vozila. Zato AMI lahko vozi vsak, ki ima tip dovoljenja AM in mora biti star več kot 15 let. V tem torej najdemo odgovor na vprašanje, kaj AMI je. AMI je znanilec sprememb v ponudbi vozil ali bolje različnih mobilnostnih naprav, ki bodo v mestih v prihodnje vse pogostejše. Kot tak pa je hkrati tudi zanimiv posebnež, ki je kot narisan za to, da pritegne pozornost mimoidočih in zato ni presenečenje, da je AMI pogosto tudi orodje atraktivnega oglaševanja. Nedavno so ga na primer pred velikim prodajno-servisnim kompleksom skupine Emil Frey v Ljubljani dvignili v zrak in to je bil odgovor, zdaj pa vprašanje tega tedna. Vprašanje tega tedna se glasi, za koliko centimetrov je Peugeot ob prenovi zmanjšal obseg svojega volana? Preprosto lahko odgovorite tako, da kliknete na QR kodo, ki se vam bo pokazala na zaslonu, ali pa nas obiščete na rtvslo.si poševnica avtomobilnost. Trije na pogled enaki, tudi barvno usklajeni Peugeot 208 so v tehničnem smislu kar precej različni. Ta, na primer, tukaj je električen in s prenovo je njegov pogon postal bistveno bolj učinkovit. Lahko vam dam podatek, da smo s tem Peugeotom se po avtocesti 130 km/h vozili s porabo 15,2 kWh na 100 km. No, ta tukaj je najbolj klasičen, poganja ga trivaljni bencinski turbomotor in s prenovo je postal nekako malce bolj prijazen, bolj kultiviran. Ampak prvak v kultiviranosti pa je tale motor. Gre za blago hibridni motor, seveda v kombinaciji z elektromotorjem in tukaj ga imamo razstavljenega in predlagam, da ga razčlenimo skupaj s prvim človekom Peugeotove tehnike v Sloveniji. V praksi, ko voziš vse tele, vidiš, da se čuti v bistvu ta
blago hibridni motor, da se izkažeš šele predvsem s svojo kultiviranostjo. Ja, res je to. Zato, ker je bistveno bolj nežna vožnja, sploh pri nizkih hitrostih, sploh pri manevriranju, pri parkiranju. Zakaj je to? Kaj je tisto? Ja, prav imate, dobro ste ugotovili, ampak to ni posledica samo tega motorja, ne? Ampak šele v kombinaciji z novim menjalnikom, Aha, se ki pravi ga to. imava pa tule, to je pa menjalnik tako imenovan EDCT, ki je v principu robotiziran ročni menjalnik in vsebuje tudi ta elektromotor, ki zmore okrog 21 kW, to sploh ni tako mala zadeva, ne? Ja, Če ste opazili, ko ste startal recimo v koloni, ja. se je zgodilo, da ste vi se začeli premikati in se motor znotraj in zgoreven sploh še ni startal, ampak ste se vi pomikali počasi, tisto lezenje v koloni, ali kako temu rečemo, Ja. to upravi vse ta motor. Celo, če so pogoji dobri, ne, optimalni rečemo, lahko vozite približno 1 kilometer samo s pogonom na elektriko, ampak pri nizkih hitrostih. Seveda, to govorijo do koliko? 5 km na uro? Ne, da se celo dosega. do 20-25 lahko. 20? Ja, ampak mora biti pogoji, ko ne zahtevamo velikih moči, velikih navorov. Pomaga pa ta motor še v enih pogojih. In sicer, ko rabimo zelo velik moment v nekem prehitevanju ali kakorkoli in ko pritisnemo pedal do konca, takrat računalnik ve, da rabimo maksimalen navor in takrat doda še tudi navor tega 21 motorja. kilovatnih Ja, to pa, kilovatov. toliko moči še imamo na zalogo. Ne. Seveda to vse govorimo o kratkotrajnih obremenitvah. Ne. DCT pomeni pa, da je to dvojna sklopka, ne? Ja, dvojna v teoriji, drugače to pa tri. 3 sklopke. da je še več Zaradi elektromotorja? Za elektromotorje in zaradi principa samega menjavanja, ne, ker to je ročni, robotiziran ročni menjalnik. Tole je koračni motor, če pogledate, Ja. in ta koračni motor preko teh kulis izbira ustrezno prestavo. Tako kot mi ročno naredimo z ročico, podobno naredi tudi ta sistem, ki je tole s tem koračnim motorjem. No, in zato vi, ki ste se vozili, ne čutite tega prestavljanja nič. Ja, res je. Prav nič se ni čutilo. Ampak vsak elektromotor rabi tudi energijo, ne? Baterijo. Zdaj, kje pa je ta baterija? Natančno tako, pri tem modelu je baterija pod voznikovim sedežem in zdaj, če midva dvigneva vozilo navzgor, ne, bova lahko spodaj videla priklope, ne bomo pa baterije odstranjevali, ker je to kar precejšen projekt. Sedež je treba ven vzeti in tako naprej. Tukaj lahko pogleda, kako je to priklopljeno, ne. Tukaj je priklop električni in tukaj je še hlajenje baterije, ker ta baterija namreč posebej hlajena. Ne. Na kakšen način? Ja, s tekočino. S tekočino. Ja, ja. Kakšno pa je zdaj ta baterija? Kakšne so karakteristike? No, to ni prav posebej velika baterija, se tehta nekje okrog 12 kg samo. To ni Kar nič seveda pomeni tudi, da hkrati ta baterija pravzaprav ne vpliva neki na vozne lastnosti. Ne bistveno, ne bistveno. Je pa nameščena tudi nizko, ne, tukaj, tako da v bistvu prispeva k znižanju težišča, če smo zdaj pri voznih lastnostih, a ne. Tako, kar pač 12 kg vpliva, a ne, na to Seveda, zadevo, ja. To je res. Kaj pa velikost baterije? Sama kapaciteta baterije je nekaj malega manj kot 900 Wh. Kar je bistveno več, kot je bilo pa pri prvih blagohibridnih. Mislim, da je res vsaj nekih 20-30% več, ne, po mojem. In zdaj to je tudi več, kot so v bistvu dosegali blagi hibridi, te naprednejši blagi hibridi v Stellantisovi grupi, ne? A zdaj to lahko pričakujemo, da bo tak motor blagohibridni prišel tudi v druge Ja, modele? napovedi so, da naj bi to bil neke vrste standard, če lahko temu tako rečem, in se bo razširilo na druge znamke tudi. Good evening and a very, very warm welcome. Jim Rowan, direktor znamke Volvo, je na predstavitvi modela EX90 rekel takole. Today marks a new era for Volvo. To je predstavnik nove ere. Kmalu bomo delali samo še električne avtomobile. Pri odločitvi o tem, kaj bojo delali in kdaj, pa jim je ključno pomagal Li Shufu. Li je nekakšen novodobni Henry Ford. Lastnik
kitajskega Geelyja, Geely pa je lastnik številnih avtomobilskih znamk, med njimi tudi Volva. Li je danes star 61 let. Ko je bil v osnovni šoli, se je s kolesom vozil po mestu, z polaroidnim fotoaparatom slikal ljudi in jim prodajal fotografije. Kmalu zatem se je lotil zbiranja redkih kovin in predelave. Pri 20-ih, natančneje pri 23-ih, pa je naredil to, kar naredi vsak 20-letnik. Kupil je tovarno hladilnikov. Nekakšen Gorenje, samo bistveno večji. Li je nemirna duša in posel s hladilniki ga očitno ne veseli posebej. Zato izreče legendarni stavek, citiram: "Kako težko pa je narediti avto, saj to sta dva kavča na 4 kolesih." Li kupi Mercedes E280, razstavijo ga na prafaktorje in naredijo njegovo kopijo, ki pa je čisti polom. Li ugotovi, da je vstop v luksuzni razred morda nekoliko preveč ambiciozen. Posla se loti na drugem koncu in leta 1998 pri svojih 35 letih naredi veliko zabavo ob predstavitvi svojega prvega poceni mestnega velikoserijskega avtomobila. Avto, pa tudi zabava, je popoln polom. Li pa tako jezen, da sede v valjar in se zapelje čez prvih 100 avtomobilov. Že takoj naslednji model pa je prvi velik uspeh. In zgolj 10 let kasneje, Li že kupi Volvo. Nič več kopiranja, kupil je znamko, ki je sinonim za varnost in odlično gradnjo avtomobilov. Švede pusti pri miru, sindikat in delavci so zadovoljni. Za zdaj, ker zgodba o Liju je tudi zgodba o nas. O našem udobju, zaprtosti in evropocentričnosti. Medtem, ko se mi samo ukvarjamo sami s sabo, še opazili nismo, da se je na drugem koncu sveta vmes ne le rodil, ampak v popolnosti realiziral nov Henry Ford. In to v eni najbolj tekmovalnih industrijskih panog. Pred slabimi 10 leti smo na Švedskem v živo pogledali, kako Volvo zaletava svoje največje terence. Takrat so namreč predstavili sistem Roll-Over Protection, ki preprečuje, da bi avtomobil potem, ko zapelje s ceste v graben, da bi se prevrnil na bok ali pa naredil celo nekaj prevalov. Ta sistem najdemo zdaj tudi v tem električnem XC90, seveda je dobil novo ime EX90, no ampak ta avtomobil ponuja še en novi varnostni element in tamle gor na strehi ga najdemo, seveda govorimo o liderju. Ampak lider v tem avtomobilu niso vgradili samo zato, da bi ponudili avtonomno vožnjo stopnje 3. When it comes to the safety systems, no compromises. We use 16 ultrasonic sensors, 8 cameras and 5 radars. And on top of this, we have the LiDAR technology, which allow us also not only to be capable to use the autonomous drive in the future, but also it will improve our safety systems. The car will be able to see the objects and the pedestrians in front of the car in 250 meters. That is something unique in the market, and it will be possible to see the pedestrians or the animals, objects in the night. So that is something new, which is also thanks to the LiDAR. So that is something unique, which is Volvo bringing together with the LiDAR technology. That's a really big progress and change when it comes to the safety system. Torej, če je več senzorjev, je več dopolnjevanja med njimi. Kar morda spregledajo kamere, recimo zazna radar, oziroma kar radar samo zazna, lidar dopolni z obliko. In tako lahko avto bolje razume, kakšna in katera ovira je na vidiku. In EX90 ima vse te različne tipe senzorjev vgrajene serijsko, zato da lahko mi vozimo varneje. Poudarek je na mi vozimo. So pa različni tipi senzorjev hkrati tudi pogoj, da avto dobi dovoljenje, da sme peljati tudi samodejno oziroma avtonomno, če hočete. Namreč več različnih tipov senzorjev hkrati pomeni tudi, da ko en tip senzorja odpove, lahko drug senzor še vedno reši morebitno kritično situacijo. In EX90 bo serijskim liderjem imel dovolj različnih senzorjev, da bo zmogel ponuditi tudi samodejno vožnjo stopnje 3.
Govorimo torej o vožnji, med katero lahko mi izpustimo volan, preberemo kak e-mail na telefonu, če smo le toliko pri stvari, da zmoremo, ko avto odpove, sami prevzeti vajeti spet nazaj v svoje roke. No in to sposobnost bodo imeli prav vsi Volvi EX90. Ampak All the cars from standard will be equipped with the LiDAR and they will be hardware ready. Software will be optional, so when the customer will decide or the legislations in the market will allow to use the AD Level 3, then you can buy it as the software or a subscription and then use the AD Level 3 in your market. Torej, če se bomo oziroma ko se bomo vozili po tistih nekaj redkih odsekih nemške avtoceste, kjer je samodejna vožnja stopnje 3 že omogočena, bomo lahko našega Volva kar nadaljavo opremili s samodejno vožnjo. Pa mimogrede, kladivo na maski EX90 je zanimivo tudi iz tehničnega vidika, ne samo zaradi skandinavskega oblikovanja. When it comes to the lights, so the known shape from our current cars, life cycle cars like 1690 cluster and XC40, it's a clear torus hammer shape, T-shape. And we use the Pixel technology, so it's a micro mirrors technology which we are using here with the nice welcome lights, so you can see when they are opening, you are entering the car is welcoming you. EX90 bo sicer v vseh pogledih točno tak kot priljubljeni XC90. To pomeni tudi, da bo to 7-sedežnik in ne pozabimo, da pri Volvu trdijo, da so v njihovih avtomobilih prav vsi potniki enako pomembni in sta zato tudi tista dva potnika na zadnjih dodatnih zložljivih sedežih enako varovana. Ja, Volvo gre torej na polno v elektrifikacijo in kot rečeno, konec marca je z njihovih trakov v Torslandi, v njihovi tovarni zapeljal zadnji dizelsko gnan XC90 z 2.0 dizelskim motorjem in to na nek način zaokroža 45 let njihove dizelske dobe. Dizelske ere odličnih agregatov, ki so bili v preteklosti pogosto tudi od drugih blagovnih znamk, preverjeni dizelski agregati, tako da če na leto prevozite veliko kilometrov in je Volvo vaša znamka, potem ne odlašajte. Kupite enega izmed zadnjih, saj novih ne bo več. Kdaj bojo šli na čisto elektriko in se znebili še bencina, je pa že čisto drugo vprašanje. In ko smo ravno pri vprašanju, danes v avtomobilnostnem kvizu smo vas spraševali glede Peugeotovega volanskega obroča. Ta je z novim iCockpitom prišel 10 let nazaj prav v model 208 in zdaj 10 let kasneje, že kar 10 milijonov kupcev različnih Peugeotovih modelov že uporablja ta iCockpit. No, zanimivo pri vsej stvari je pa tudi to, da v avtomobilski industriji, ki postaja vedno bolj konfekcijska, da v različnih znamkah avtomobilov ne vidimo samo istih rešitev, ampak popolnoma enake kose, se najde še vedno kakšna znamka, recimo pred 10 leti Peugeot, ki začne razmišljati o nečem klasičnem izven okvira. Tukaj je pravzaprav logika zelo enostavna. Stopili so na prst in videli nekaj več. Vsi ostali so gledali skozi volan, skozi prečko volana zgornjo, oni pa so pogledali čez njo in videli bistveno več. V 10 letih evolucije pa danes ni treba več stopiti na prst, zato da vidiš čez in vidiš bistveno več. Je pa treba s pravim prstom pritisniti pravo tipko na vašem daljincu, da se bomo videli spet naslednji termin oddaje Avtomobilnost. Vmes pa ne pozabite na naš kviz in seveda na našo podstran na MMC-ju pošiljnica Avtomobilnost. Srečno!